V kinu Šiška smo si ogledali premiero glasbene predstave Moving pod režisersko taktirko Borisa Cavazze. Na odru so se združili baletniki in plesalci na vozičkih in nam pričarali čarobno razmerje. Pogovarjali smo se s koreografi predstave Moving. Moja vloga je bila koreografska in sicer pač z koreografije plesalcev na vozičkih in tudi potem v bistvu skupne koreografije. Smo jih skupaj pač sodelovali z Andrejem in z Goranom. Drugače pa v štartu je pa tudi nekako ideja bila moja že dolgoletna, da bi naredili nek projekt v sodelovanju z baletniki. In tako se je tudi potem na srečo, ker se nam je tudi Andrej pridružil naši skupini, ima več pač vez in poznanstev z baletnim orkestrom, tako da smo potem lahko tudi to idejo realizirali. Ideja, da smo združili plesalce na vozičkih in pa baletne plesalce, je prišla pač zaradi tega, ker v naši skupini že dolga leta plešemo latinsko-ameriške standardne plese in nekako smo želeli neki nov gib ustvariti, se pravi nova zvrst plesa, kot je balet, kjer so gibi bolj mehki, z veliko obrati in tako, da bi pač to nežnost združili skupaj. Sporočilo predstave v bistvu nekako smo naredili, da ni razlik med plesalci na vozičkih in pa plesalci baletniki, ki lahko uporabljajo celotno telo. Pri plesalcih na vozičkih se pa pač bolj vidi uporabo zgornjega dela telesa. Tako da smo potem pač na ta način združili, da se vidi ena stran in druga stran skupaj. To, da smo dali pač v predstavo glas od Borisa Cavazze, naprimer, kjer so plesalke pripovedovale svoje zgodbe, je nekako iz tega prišlo, ker so tukaj kot predstavljanje njihovih sanj. One so v bistvu v svojih sanjah in zakaj v sanjah ne bi tudi v bistvu nek drug glas govoril o naših sanjah. Za pripravo predstave smo potrebovali kar 2 leti in sicer pač začelo se je tako, da so najprej naše plesalke na vozičkih pripravile svoje zgodbe in se je začelo kot z bralnim, v bistvu pisateljskim krožkom z Dušanom Čaterjem, tako da so potem skupaj z njim vse te zgodbe pregledali, jih je naučil, kako se pravilno piše in tudi so jih potem skrčili, potem je Cavazza posnel govore, nato je Denis Avdić naredil glasbo, potem smo pa začeli sestavljati koreografije. Tako da, kar se tiče plesnega dela, koreografij, pa to smo pa pripravljali 1 leto. Pri samih vajah ni bilo v bistvu nič težjega, nič ni bilo težko, razen mogoče v štartu nek strah oziroma predsodek pri plesalcih in baletnikih in invalidih, kaj bo. Ampak na prvi vaji je ta predsodek padel in potem smo šli lahko hitro v kreacijo. Jaz pravzaprav z invalidi delam že 4,5 leta v našem plesnem klubu Zebra. Odločili smo se pa za ta projekt zaradi tega, ker je že Klemen je dal idejo pred leti, da bi poskušali z invalidi in z baletniki skupaj nekaj narediti. Moja žena je baletna plesalka v operi, tako da nekako smo potem lahko to tudi naredili v končni fazi. Torej, da je režiser Boris Cavazze definitivno pomaga pri odmevnosti predstave, rečemo imidžu predstave, tako da je super, da se je odločil sodelovati zraven in smo mu zelo hvaležni, seveda. V predstavi sta nastopili tudi Mojca in Leja, 2 od 9 plesalk in avtoric besedila. Jaz sem vodja projekta prek Društva študentov invalidov in pa plesalka. Najtežje je bilo pač nekako podoživljati to ogledalo, baletnik ti predstavlja neko ogledalo, ker si gibalno oviran in pač so sanje biti nekaj podobnega. Ampak v bistvu, kakorkoli je bilo najtežje, smo pa tudi to prerastali. Zato, da sem plesalka v tej predstavi, sem se odločila predvsem zaradi tega, ker
mi je bila sama ponudba zelo vabljiva, predvsem zaradi tega, ker je bilo rečeno, da bomo plesali z baletniki in sem želela biti del tega, no, ker sem sama vedno bila mišljenja, da če si na vozičku pa da plešeš, da to ne zgleda tako lepo, kot pa to zgleda pri baletniku, in ravno s to predstavo sem te tabuje v svoji glavi razbila. No. Za to predstavo so potekale tako, da smo najprej plesali pač samo z vozički, skupaj z nekaterimi plesalci še. In potem, ko smo imeli že osnove sestavljene, kako bi mi plesali, smo na vaje povabili tudi baletnike in smo z njimi za vikende, tako da smo več ali manj skupaj trenirali petek, soboto, nedeljo. In pol, ko smo bili skupaj, je dejansko nastala ena celota. Z režiserjem in koreografi je bilo sodelovati zelo prijetno, zaradi tega, ker so nam naše ideje, ki so se nam porodile, pomagali ustvariti v realni sliki, tako da je vse skupaj gladko teklo in da so naše zgodbe, ki smo jih plesalke napisale, na odru nastale tako, kot si je vsaka želela. Čilo predstave skozi moje oči je, da v bistvu se ne moramo ločevati oziroma gibov ne moramo ločevati, ne moramo določati, kaj je lepo, kaj ni. V bistvu smo vsi enakovredni, enakopravni in vsak gib, vsak ples, vsaka gesta je nekaj posebnega in lahko tvori celoto, ne? Pogovarjali smo se tudi z dvema profesionalnima baletnima plesalkama, ki sta nam opisali to nepojmljivo izkušnjo. To razmerje med plesalci in plesalci na vozičkih je bilo zame nekaj skoraj nepojmljivega. No? Zato, ker si v bistvu zelo težko predstavljaš, da določenega dela telesa ali pa skoraj nekateri so praktično od vratu navzdol ne morejo gibati. Se pravi, kako pravzaprav lahko to spravimo v ples. To se mi zdelo nepojmljivo. Ampak vidiš, da se pravzaprav to da. Tako da je to res ena lepa izkušnja in v bistvu da zelo veliko plesalcem na vozičkih tudi ta izkušnja po mojem. In tudi nam, ki na nek način zaradi tega znamo mogoče malo bolj ceniti svoje telo tudi. V tej predstavi sodelujem kot baletna plesalka. Povabil me je pravzaprav moj mož, Andrej Novotny. Pooblastil me je tudi, da sem izbrala še dodatnih 8 plesalcev baletnih, ki so potem seveda tudi z veseljem sodelovali v tej predstavi. Sam odziv baletnih plesalcev in seveda mene je bil fenomenalen, zaradi tega, ker nima vsak možnost spoznati podbližje invalida. In moram reči, da sem tudi sama zelo uživala, spoznala nove prijatelje, nove sorodne duše. Pri plesalcih na vozičkih se me je najbolj dotaknilo to, kakšno željo imajo po gibanju, katerega ne morejo izvesti, katerega si želijo, katerega sanjajo o njem. In vsako jutro, ko se zbudijo v realnost, kateri so in dejansko morajo s to realnostjo živeti in po svojih najboljših močeh. Za konec pa naj vam predstavimo še osebo, ki ni ne baletna plesalka, ne plesalka na vozičku. V bistvu moja vloga je takšna, moj pogled na delo z invalidi. Zato, ker jaz nisem ne balerina, ne gibalno uverjena, ampak sem asistentka, ki dela pri Društvu študentov invalidov že 5 let z vmesnim premorom, ampak ja, moja vloga je bila v bistvu pogled na njih, v tem, kako je za nas samoumevno, ko se zjutraj zbudimo,
gremo iz postelje, si umijemo zobe, gremo v službo, gremo na avtobus, ne vem, na kolo, potem gremo v trgovino. In pač moja vloga govori o tem, da v njihovi volji do življenja, ne, to se pravi v njihovi volji za vsak dan, ko se oni zbudijo, kakšno imajo voljo, to se pravi, so gibalno uvereni, ampak ne vem, zaradi tega je tudi ta projekt nastal, ne, da pač ljudje vidijo, kako je to, če si ti gibalno uveren. In jaz imam čisto pač drugačno perspektivo in meni se zdi to res super, no. Moje mnenje je, da so se gibalno uvereni kot baletniki zelo dobro ujeli med sabo, ker baletniki so v bistvu predstavljali zrcala oziroma predstavljali so njihove želje, hrepenenja, po življenju, ki ga ne morejo imeti. Ja, in da tudi pač vsi vidijo, da ne rabiš imeti, ne vem, dvojih rok, dvojih nog, da ne rabiš videti, ne rabiš slišati, zato da lahko nekje nastopaš in zato da si lahko dober. Da si lahko totalno brez vsega in še vedno lahko izraziš to, kar si.